Dober večer, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni na 8. ediciji festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki letos nosi naslov Megalomic in se ukvarja, posveča, raziskuje temo humorja. Na nocojšnjem 3. večeru se bomo podali za železno zaveso in bomo poskušale z gostjama predstaviti, raziskati, razmisliti o nekih žanrskih vzorcih, obrazcih, o sploh nekak značaju humorja, kot se je zarisoval za tem pravzaprav na nek način ohlapnim, velikim pojmom prostora za železno zaveso. Z mano sta Špela Savšek-Šramel, ki se posveča slovaški in slovenski književnosti v srednjeevropskem kontekstu, sicer pa je predavateljica na oddelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete. Posebej jo zanimajo kulturni odnosi, književno prevajanje in filmsko podnaslavljanje. Zraven pa še Natalija Majsova, izredna profesorica in raziskovalka na oddelku za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede. Predava predmete iz področji kreativnega pisanja, teorij kulture in kulturnega spomina, raziskovalno pa se ukvarja tudi s popularno kulturo, študijami postsocializma, tehnonostalgijo in interpretacijo dediščine. Je avtorica številnih člankov v tujih in slovenskih znanstvenih revijah ter 2 knjig o vesolju, filmu in utopiji. Preden bomo mi začeli s pogovorom, bom vzela še trenutek za reklame, in sicer reklamo za našo pop-up knjigarnico, ki jo najdete tamle za vami, osvetljeno z lučmi. Tam se nahaja en tak super tematski izbor knjig, knjižic o filmu, literaturi, vsem drugim v zvezi s humorjem. Tako da knjigarnica bo tukaj še po zaključku našega pogovora in pred filmsko projekcijo bomo končali tako, da boste imeli gotovo še čas, da malce pobrskate in polistate, pa mogoče spravite tudi kakšno knjigo v žep. Zdaj pa nekako za začetek. Omenila sem že, da je pravzaprav ta pojem za železno zaveso na neke načine precej širok, ker ne samo, da je geografsko širok, razpelje se pravzaprav tudi čez eno precej dolgo časovno obdobje, ki pa nikakor ni bilo homogeno. Govorimo torej, če se železne zavese dotaknemo dobesedno v smislu Berlinskega zidu, 60., 70., 80. leta, ki so pa vsaka prinesla nek tak zelo svojevrsten značaj, tako v smislu nekega političnega ozračja, kot tudi družbenih gibanj. Zdaj bi pa prosila pravzaprav Natalijo in Špelo, ki se vsaka nekako posvečata, bom rekla, svojemu geografsko-kulturnemu okolju, da predstavita nekako mogoče, ali pa zarišeta vsaj neke poteze Sovjetske zveze in Češko-Slovaške, ki smo si ju nekako zbrali kot sidrišča tega, kam bomo gledali za železno zaveso, in sicer v smislu tudi, ali pa nekako navezavi na temo humorja. Tako da vama kar predajam mikrofon. Dober večer. Moj prvi razmislek o naslovni sintagmi železna zavesa bo v smeri, da moramo biti pravzaprav pri tem razmisleku pozorni ali pa previdni, da ne posplošujemo, da je naša predstava o tem, kakšno je bilo ustvarjanje, bodisi na literarnem, filmskem področju, da smo pri tem pozorni, kakšni so bili pogoji, na kakšno tradicijo so si lahko navezovali, s kom so lahko imeli stike in na drugi strani, kje so bili ti stiki pretrgani, in šele potem opazujemo neke individualne poetike. Danes se veliko govori o prehodnosti ali pa poroznosti železne zavese, predvsem tukaj na področju italijansko-jugoslovanskega prostora. Za češko-slovaški prostor pa se mi zdi pomembno dvoje izpostaviti.
Prvič to, da je Češko-Slovaška se po letu 1948 prvič v svoji zgodovini znajde pod znatnim vplivom Sovjetske zveze in to v veliki meri načne tudi njeno identiteto, tradicijo. V tem smislu moramo razumeti 40 let tega okvira na Češko-Slovaškem, da se pravzaprav spostavi nek nov način prilagoditve in denimo literatura takrat v teh 40 letih nastaja v 3 ločenih krogih, to pomeni oficialna, uradna literatura, potem je drugi krog underground ali podzemlje in potem emigracijska literatura v egzilu. Ti krogi so med seboj relativno ločeni in odločitev, v kateri krog pripadate, je imela svoje eksistencialne, bivanjske, čisto osebne, finančne, če hočete, posledice. To je en vidik in na drugi strani, če smo danes bomo govorili tudi o češko-slovaškem novem valu, 60. leta pa nam pričajo ravno o tem, da so bile meje vendarle porozne, prehodne meje v smislu predvsem mentalnega, idejnega, kulturnega izmenjevanja. In ravno češko-slovaški novi val govori o tem, da je bil stik med filmarji, med gledalci, med torej filmsko ustvarjalnostjo v 60. letih intenzivno spet povezan, torej predvsem s francosko, italijansko produkcijo in na drugi strani, da so ti filmi zares odmevali na Zahodu, dobivali nagrade. To bi bil mogoče taka dva pogleda, ampak dopolnim pa tukaj še šolsko razlago zgodovine. Praška pomlad leta 1968, kot vemo, se radikalno zaključi ravno v teh dneh avgustovskih, obhajajo obletnico okupacije Češko-Slovaške, Varšavskega pakta in to je za Češko-Slovaško pomenilo eno veliko zarezo. In če so 60. leta označena za bolj liberalna, poskus svobodnejšega mišljenja in delovanja, liberalnejšega, so naslednji 2 desetletji pomenili skok nazaj, imenovana normalizacija. O tem bom še mogoče kaj. Zdaj pa še skok v Sovjetsko zvezo. Za začetek naj omenim, da to, kar si Špela govorila o 60. letih, o določeni liberalizaciji, tudi veliko tvojih poantov poroznosti, v veliki meri drži tudi za kulturno produkcijo Sovjetske zveze. Danes seveda, posebej po začetku vojne v Ukrajini, pač to produkcijo radi za nazaj segmentiramo, označujemo po nacionalnem principu, ampak vendarle prav umetnosti, kakršna je film, kaže tudi na to, na pomen pač nekih širših infrastruktur, ki jih pa zdaj za nazaj težko nekako segmentiramo in povemo, kateri del produkcije je bil ruski, ukrajinski in tako naprej. Tako da bom tudi jaz danes govorila, vseeno bom uporabljala pač označevalec sovjetski film in tudi o humorju na platnu in med platnicami bom govorila z neke sovjetske perspektive. Kar pomeni zgolj to, da se z nastankom Sovjetske zveze pač vzpostavi nek geografski, politični kontekst, ki je bistveno na drugačen način zariše pogoje življenja, bivanja in delovanja ljudi, kot so bile te meje zarisane prej. Zakoliči jih tudi na nek način ideološko in verjetno, ko nekdo reče sovjetski humor, je ena od prvih asociacij v bistvu satira oziroma politična satira. Se pravi, govor oziroma humoriziranje, delanje norca iz vsega, kar je bilo na papirju narejeno na en način in kar je v praksi delovalo drugače.
Seveda s tem ne zajamemo pač celotne palete vsega, kar je bilo komičnega v tem ogromnem, res izjemno ogromnem in tudi pač bogatem in pač sovjetskem prostoru z ogromno raznolike populacije. Pa vendarle je treba pač povedati, da je v bistvu režim, oblast, propaganda, ideologija predstavljala neko pomembno osišče, ki je strukturiralo velik del pač komičnih pogovorov in pa tudi kulturne produkcije. Humor je, če pridem že kar takoj k temi, humor je zaposloval sovjetske ideologe že zelo zgodaj, že v 20-ih, že v 30-ih letih so se pojavljale raznolike razprave na temo, kaj početi oziroma kako izkoristiti humor sebi v korist. Kako izkoristiti humor in ga pač zajeti, ga uporabljati kot orodje, ki naj bi povezovalo in ne delilo, in kot orodje, ki naj ne bi kar zasmehovalo in smešilo, ampak orodje, s katerim bi se lahko smejali. Vsi ti poskusi so nažalost propadli, tudi pač sovjetski komisar za prosveto Anatolij Lunačarski je v 30-ih letih imel idejo, da bi napisal knjigo o humorju kot orodju komunizma, ampak nažalost to ni šlo najbolje čez, preprosto, ker je nekako v teh poskusih pač delanje komedije izpadel nek element, ki je bil zares smešen. Ampak to seveda ne pomeni, da humorja v Sovjetski zvezi potem, da dobrega humorja ni bilo. Preprosto se ni nekako, dolgo časa se ni razvijal oziroma se ni prijel v nekih najbolj popularnih formatih, recimo v časopisih, v tisti mainstream literaturi in tudi v filmu je imel zelo neko svojevrstno mesto. Veliko teoretikov in analitikov sovjetskega humorja pravijo, da ga je treba iskati nekako med vrsticami oziroma v razkoraku med tem, kaj se govori in kaj se počne na odru, na ekranu in kako se kadrira, kako se igra. Se pravi, veliko je ironije, veliko je take dosti subtilne parodije in zelo veliko je dvoumnosti. Zato, ker je humor v Sovjetski zvezi pač deloval kot neko orodje, ki se je vedno izmikalo pač določenim jasnim obsodbam. Bil je dvoumen in iz te dvoumnosti se je razvila pač neka specifična tradicija, zametke katere boste lahko videli tudi že v tem mladinskem filmu, ki ga bomo gledali kasneje danes. Mislim, da so 60. leta posebej plodovita, zato da govorimo o tovrstnem humorju v filmu. Zakaj? Zato, ker govorimo o obdobju hruščovske odjuge, se pravi o obdobju, ko se uradno zaključi z mitologizacijo kulta osebnosti Stalina. Stalinov kult osebnosti navadno v kulturni produkciji povezujemo tudi z doktrino socialističnega realizma, se pravi z doktrino ustvarjanja kulturne produkcije, ki naj bi prikazovala že uresničeno komunistično prihodnost. In v tej doktrini je vloga humorja, mesto humorja zelo specifično. Povezujemo ga lahko z zabavo, ampak za zabavo, ki je mogoče zdaj bolj smešna, ker gledamo nazaj, kakor je bila za gledalce tistega časa. Stalinistične glasbene komedije, o katerih bomo kasneje še nekaj rekli in tako naprej. Zdaj, z koncem doktrine socialističnega realizma, ki se zgodi sredi 50-ih let 20. stoletja, mislim z dekretom Nikite Hruščova, se nominalno odprejo neskončne možnosti tudi za filmsko produkcijo. Ob tem je treba opozoriti, da je sovjetska filmska produkcija vedno bila zelo povezana in v dialogu z mednarodnimi trendi, z zahodno produkcijo, z evropsko, z ameriško, tako da tukaj lahko govorimo o neki tradiciji, ki je že v osnovi zaznamovana s poroznostjo. Ne glede na to, načelno odprtost pa je vstop eksplicitnega humorja in pa pojav pač nekih bolj inovativnih komedij v kontekstu sovjetske filmografije nekoliko pač dolg in počasen korak. In 60. leta so tukaj zelo pomembna.
Avtorji eksperimentirajo, tudi gledajo meje cenzure, zaradi tega, ker je pač film umetnost, najpomembnejša po Leninovo umetnost za komunistično partijo in zato jo pač cenzori toliko bolj pozorno spremljajo. Tako da avtorji eksperimentirajo, iznajdevajo neke forme satire, ki je pa ni politična, poskušajo v bistvu delovati s prijemom dvojnega dna, ko govorimo eno, impliciramo pa še veliko več. In tudi gledajo odzive oblasti, ki so v času odjuge včasih zelo ambivalentni, zato ker je šlo za obdobje pač nominalne demokratizacije družbe, odprtosti, hkrati pa so se vedno začeli zarisovali tudi pač hkrati pa je to vedno naletelo tudi na nek odboj oziroma vedno so se pojavile tudi težnje se zateči nazaj k bolj avtoritarnim tradicijam. Toliko za začetek, mogoče. Ja, pravzaprav ta nek oris družbenega ali pa nekega družbenega duha tistega časa sem želela izpostaviti zato, ker bi se rada tudi navezala na misel sovjetskega literarnega kritika Jurija Tynjanova, ki pravi, da struktura smeha izvira iz tistega, kar smeši, oziroma je pogojena s tistim, kar smeši. V tem smislu me mogoče še malo bolj konkretno zanima, kaj pa so neki motivi, obrazci ali pa katero realnost je pravzaprav pograbil ta diskurs, kaj je bilo tisto, kar je bilo pravzaprav smešno v prostoru Češko-slovaške Sovjetske zveze, pa lahko pravzaprav tudi na neki čisti najbolj popularni ravni vica. Jaz bom poskusila odgovoriti na to vprašanje na dva načina. Prvič, ko se sprašujemo o nekih specifikah nekega prostora in pri humorju je tudi tako, naletimo na zelo univerzalne obrazce. Ta humornost, torej neka izpostavljanja distance do tega objekta opazovanja je velikokrat v zgodovini ali po tradiciji povezana z neko podobo drugačnega, drugega in na drugi strani kot samo podobo. No in v češko-slovaškem prostoru je gotovo bil to ta drugi, na eni strani Nemec, na drugi strani Oger ali Mađar, pa Žid, Rusin ali pa Rom, ali pa pripadnik druge veroizpovedi, govorec drugega jezika ali pa seveda tudi po socialni lestvici ali pa po poklicu drugačen. No in to je gotovo eno tako izhodišče čisto splošnega, kar velja verjetno za celoten prostor, ampak tukaj se odražajo recimo temu tudi nacionalni stereotipi. Zdaj pa, če bi morala pa že čisto konkretno povedati, kaj je pa tipično češko-slovaško humornega, kaj je zelo močna tradicija, pa bi tu na prvem mestu izpostavila obdobje med obema vojnama, ki je bilo izrazito ne samo odprto, ampak prijazno ali pa potencialno za razvoj različnih vrst humorja, predvsem tudi intelektualnega humorja, skratka, da se ta linija od neke satire pripelje vse do nekih absurdov, grotesk in tako naprej. To mislim, da je, ampak kakšnim specifikom pa še mogoče iz 60 let kasneje. Ja, mislim, da je smejanje na račun drugih res nekaj zelo univerzalnega. Tudi v sovjetskem humorju je tega zelo veliko, pri čemer je vseeno treba poudariti, da je, če govorimo o narodnostih, se verjetno Rus najmanjkrat pojavlja kot tisti, na račun katerega se smeji. Veliko pa je šal, kjer so tarča oziroma predmet smeha pripadniki kavkaških držav, tudi Ukrajinci, Judi je zelo veliko, tako da to je pač ena značilnost te komične krajine Sovjetske zveze. Poznamo, obstajajo pa tudi drugi značilni liki.
ki mogoče bolj kot v to tradicijo smejanja na račun pač drugih etničnih in religijskih skupin sodijo v tradicijo, ki je pač res izrazito sovjetska. Mislim, na račun drugih etnično-religijsko drugih so se smejali tudi v času pač ruskega imperija, pod carji. V času Sovjetske zveze pa se zelo izostri oziroma razširi repertoar načinov smejanja oziroma posmehovanja oblasti. Tukaj lahko zasledimo več podtipov anekdot. Eni se nanašajo direktno na politične voditelje, seveda to so take zelo edgy šale, za katere so ljudje v različnih pač obdobjih tudi šli za nekaj let kdaj sedeti v zapor ali pa v gulag. Te šale so specifične in so v bistvu dober zgodovinski oziroma dober barometer kolektivnega spomina zares. Šale o Stalinu so zelo različne od šal na račun Hruščova ali pa Brežneva. Stalin je vedno postavljen v kontrast z Leninom, predstavljen je pač kot avtoritarc, kot diktator. Hruščov je predstavljen kot nekdo, ki je sprejemal bizarne, hecne odločitve, ki je poskušal upeljati v kmetijstvo koruzo, kar bomo tudi videli v filmu, ki ga bomo gledali, ne glede na to, da koruza načeloma v pokrajinah, kot je Sibirija, pač ne more uspevati zaradi podnebja. Potem je pač neskončen bazen šal je Brežnev, ki je bil predsednik komunistične partije Sovjetske zveze v že zelo, kot se reče, advanced stage, se pravi v starejšem življenjskem obdobju, in je bil tak hecen lik, ki se ga povezuje recimo s šalo, da je v Sovjetski zvezi tekst in propaganda dejansko bolj pomemben. Če si voditelj, če si partijski voditelj, moraš slediti tekstu in ne dejansko tem, kar vidiš pred očmi. Recimo ena popularna šala se nanaša, oziroma anekdota se nanaša na to, kako Brežnev sprejema Margaret Thatcher in bere z listka svoj govor in pravi: dobrodošli, draga spoštovana Indira Gandhi. In svetovalec ga 3-krat opomni, da je pred njim Margaret Thatcher, pa ga Brežnev pogleda in pravi: vem, kdo je pred mano, ampak kaj pa tukaj piše? Ta je recimo ljuba, zato ker v bistvu povzame to ravsanje s politiko oziroma pač nelagodje v propagandi skozi pač več desetletij sovjetske zgodovine. Tako da en neskončen vir anekdot so politični voditelji, drug vir anekdot je mogoče prepisovanje zgodovine partije, zaradi tega, ker so se pač generacije šolarjev v Sovjetski zvezi morali povečkrat učiti in delati izpit iz predmeta zgodovina komunistične partije Sovjetske zveze, zato ker so eno vsakih 5 let prenavljali, ali pa so pogosteje. Kaj še tretji vir, tudi tega boste nekaj zasledili v filmu. Tretji lik, kateremu se je dalo smejati, je bil lik formalista in birokrata, kot pač nek lik te prazne oblike oblasti. Potem se je to vse skupaj povezovalo z veliko pač tropov oziroma likov in motivov iz vsakdanjega življenja, recimo lenuhi, lumpen proletarci, alkoholiki, so bili tudi pač predmet smeha, ampak seveda na malo drugačen način, na bolj dobrohoten način mogoče kot oblast, kot politika. Zdaj, pomembno je mogoče omeniti še kot vir navdiha tudi pač čisto tradicijo predsovjetske kulture, predsovjetskih kultur, konkretno v ruskem in pa mislim, da še v kakšnem kontekstu so recimo tukaj pomembne pesmice, del ustnega izročila folklore, pesmice, ki so se prepevale po vaseh že v 18. in 19. stoletju, pa so v 20. stoletju tudi dobile kakšne nove napeve oziroma nove tekste z bolj politično vsebino. In nenazadnje je tudi pomembno omeniti, da je ravno anekdota, se pravi šaljiva kratka zgodbica, pač bila ena od bolj priljubljenih formatov za upovedovanje in tudi medgeneracijski prenos humorja.
preko pač ustnega izročila in tudi pisno. Obenem pa je v Sovjetski zvezi pač enako močna tudi tradicija intermedijskega, se pravi uprizorjenega humorja v gledališču, na odrih, preko melodeklamiranih pesmi, tudi v filmu. Ja, hvala pravzaprav za ta zelo širok odgovor in oris. Pa mogoče še malo bi se zadržala na tem vprašanju motivov. Kaj pa naprimer vsa ta literarna produkcija, ki si jo ti že omenila, naprimer kakšni ko imamo mi Butalce, ki nekako kar ponarodijo in nekako delujejo tudi na ulici, na karnevalih, zunaj svojega literarnega konteksta. Mogoče kakšni taki literarni liki pravzaprav živijo na te načine tudi v teh kulturah. Ja, bom poskusila odgovoriti. Jaz mislim, da mesto norcev oziroma ta posmeh zaostalosti, omejenosti, kot ga imamo izpričanega v slovenskem prostoru, je zelo univerzalen. Na češkem in slovaškem je to vas Kocurkovo ali pa Kocurkovo, že iz 19. stoletja zelo potencialno v različnih žanrih, tudi dramatiki, prozi, publicistiki, in tako se tudi pravzaprav kultivira humor skozi literaturo in publicistiko v 19. stoletju. No, to mislim, da je eno tako izhodišče, ampak kot rečeno, univerzalno deluje in ga spet presprašujejo, na novo pišejo, prepisujejo vse do postmoderne. To je en tak fenomen, ki ga lahko dobro prepoznamo, zelo podoben, torej kako so sejali sol, o alkoholizmu, o neumnosti. To je en taki liki, ki se pojavljajo kot neka repertoar v resnici. Če pa pogledam tukaj kot repliko nadalje, je pa bistven potem, bi rekla, kultivacija od nekih satiričnih časopisov 19. stoletja se potem dejansko ta repertoar humorja in komike na eni strani žanrsko razporedi, na drugi strani pa seveda zelo bomo našli različne oblike od seveda tudi črnega humorja, ironije in samoironije. Mislim, da Čehi so znani ravno potem, kako se znajo posmehovati iz samih sebe, torej ta pogled nase. Je pa res, da že omenjeno 20. 30. leta 20. stoletja prinašajo en tak boom, avantgard, poetizma, nadrealizma, in to se krasno kaže v literaturi, dramatiki. Mislim, da v slovenskem prostoru Jan Verih je znan kot gledališčnik, tudi pri nas Pravličar poznan, ki je svojim svobodnim gledališčem odprl ravno to avtorsko komičarstvo, danes bi rekli stand-up komiko, ki ni na prvo žogo, ni plehka, ni to pokajanje šal, ampak je zelo prefinjeno navezovanje, intertekstualno parodiranje in na drugi strani tudi igra z jezikom, zelo rad ta par poigrava z nezmožnostjo z jezika. To je pravzaprav tudi z literarno teorijo tistega časa, formalizmu in to naprej povezano, kako jezik več ne zadošča, jezik parol, gesel, politike je pravzaprav neuporaben in iznajti nov jezik, seveda to je ena taki poskusi, ki se seveda tudi v humorju zelo dobro primejo. Sicer pa bo slovenski bralec najbolj seznanjen verjetno z Švejkovim ne samo likom, ampak tudi to podobo, pripovedovalcem, torej ne samo norca, ampak tudi pripovedovalca, tistega, ki je smešen in tistega, ki smeši. To mislim, da je
pri nas ne samo prevedeno, ampak ponarodelo, ampak velja brati ponovno, ker ne gre za enostavno gostilniško pripovedovanje, naracijo, ampak je za tem pravzaprav kar en taka premišljena struktura. Potem pa omenim še gotovo Hrabalove pa Bitlje, mogoče filmski navdušenci bodo poznali Hrabala preko Mencla, preko praznovanja zvončkov in tako naprej. Tukaj je njegov lik tega posebneža, izoliranega umetnika, tihega in spet nerazumljenega, recimo izdelan do popolnosti, tudi v literarni in torej filmski izkušnji, potem ga lahko prepoznamo. Ne nazadnje pa, ker imamo v slovenščini prevod, Karel Čapek je tudi Slovencem zelo ljub. Tukaj so odvenele anekdote, humoreske, ne humoreska je tisti, ki mu zelo godi, ki mu je pisana na kožo in je tudi pravzaprav nek povezovalec med publicističnim in literarnim. Te tri tradicije mislim, da so tudi Slovencem dokaj znane in morda tudi blizu. Ja, če govorimo o ponarodelem humorju in pač teh starejših virih, se mi zdi pomembno vseeno omeniti, da pač z vidika 21. stoletja za nas v bistvu že 20. stoletje velja za nek zgodovinski vir humorja. Tako da načeloma je za ljudi, ki so odraščali v sovjetskem kontekstu, značilno, da znajo na pamet citirati ali pa zelo dobro povzemati zelo obsežen repertoar del iz pač literature, ki je nastajala v sovjetskem kontekstu. Tudi, mislim, tukaj ne gre zgolj za posebno šolskega sistema, ampak tudi za dela, ki so bila obvezno branje, pač tudi z vidika neke splošne razgledanosti in za dejstvo, da se je pač v Sovjetski zvezi zelo, zelo veliko bralo. Mislim, bralna kultura je bila načeloma dosti močna, no, posebej v mestih. Tako da tukaj so pomembni viri humorja oziroma ponarodeli liki, morda tisti, ki jih proizvajajo sovjetski literati v prvi polovici 20. stoletja, od del Ilfa in Petrova, kot sta Zlato tele, 12 stolov, do del Mihaila Bulgakova in tako dalje. Zdaj, če bi šli gledati globlje v zgodovino, pa je verjetno najenostavneje reči, da veliko tistih posebnosti, ki sem jih naštela, ki sem prej opisovala, značilnosti sovjetskega humorja in pa pač kot upora proti oblasti, recimo vici, ki se delajo norca iz voditelja, to je pač del neke širše tradicije upora tudi proti caristični oblasti, naprimer. Tako da gre za reapropriacijo pač nekih likov oziroma za preprosto to tradicijo norčevanja iz nekih posamičnih figur. Tega je zelo veliko. K tradiciji, ki seže vsaj v 19. stoletje, lahko prištejemo tudi like, ki jih je zelo veliko naprimer v ruski, ukrajinski literaturi 19. stoletja, kot so naprimer duhovniki, pravoslavni duhovniki, pop, potem naprimer Judje, ki se pišejo Rabinovič, imajo pač eno tako specifično vlogo, ponavadi so pač nosilci humorja, kaj še Neumnež, Ivanuška. Zdaj, v 20. stoletju pa se je neverjetno prijel tudi otroški roman švedske pisateljice Astrid Lindgren, Kljukec strehe. Recimo Kljukec, pač en prijateljček enega otroka, ki živi in ki ga pazi stroga varuška, je v sovjetski kulturi postal zelo priljubljen element zelo, zelo raznolikih vicev. Evo, toliko na kratko. Kljub vsemu pa ja, se bomo z današnjim filmom, kot smo že govorili, postavili v 60. leta. Tako da tudi vidve sta že v svojih uvodnih odgovorih nakazali, da se bomo pravzaprav še malce poukvarjali s samim obdobjem 60-ih na ravni kulturne produkcije. Tako da mogoče bi izpostavili še kakšne primere avtorjev ali pa nekega dogajanja iz tistega časa, ki naznačuje
v bistvu humor značaja tega v bistvu poznejšega obdobja. Jaz bom začela kar z letom 1964, to je leto tudi filma, ki si ga bomo danes ogledali, in da je skratka neka sintagma liberalnih 60-ih let veljala vsekakor relativno. To pomeni, da je to čas, ko naprimer v Prago pride Allen Ginsberg, ko se zdijo pravzaprav odprte vse možnosti, ko je zelo, tukaj smo slišali o bralni kulturi, prevajanje svetovne književnosti doživelo svoj višek. Pa vendarle moramo v literaturi, pa tudi filmski umetnosti, tudi v današnjem filmu, čeprav vidimo neko veliko satiro ali pa neko temo svobode, solidarnosti, vendarle gledati tudi to literaturo in film skozi oči tistega časa. Torej, vsako delo seveda nosi, če lahko rečemo, ta duh časa, in tudi v tem filmu boste predvsem videli tudi 50-ta leta z vsemi transparenti, z likom duha otroškega in podobno. Skratka, tukaj moramo biti previdni, da ne iščemo samo nek novum, neko liberalno odprto, ampak da je latentno prisoten sistem, ki se ga seveda ne da odriniti, in še danes gledalci 21. stoletja ga še kako opazimo in ga seveda moramo pri interpretaciji upoštevati. Od čeških avtorjev iz 60-ih let seveda mnoge poznate in literatura je seveda od romana Kratke zgodbe nujno povezana s humorjem, ampak jaz tukaj danes izpostavljam mogoče tako gledališko dvojico komikov imenovanih, oziroma ki se imenujeta Lasica in Satinski. To sta gledališka igralca, režiserja in avtorja gledaliških predstav komornega gledališča iz 60-ih let v Bratislavi, ki pa svojo zgodbo, svojo pripoved, svoje predstave usmerita v ne politično satiro, pač pa v zelo vsakdanji čas z vsakdanjimi, ponavadi kar že absurdnimi dialogi o ničemer, ki govorijo seveda ravno to, kar sem rekla, o izpraznjenem jeziku, na koncu tudi o osamljenosti, izoliranosti, torej o nesvobodi, o nekem redu, ki je zelo navidezen. In te take komorne drame so bile izredno popularne do konca 60-ih let, tudi televizijsko, potem v 70-ih času normalizacije nista javno prizarjala v Bratislavi, ampak prav 80-ta so tista, ko se vrneta na prizorišče konec 80-ih let. Poleg tega nekega njunega osebnega humorja se govorita ali pa uporabljata tudi parodijo oziroma neko prepisovanje starih tekstov, recimo Nečakajoč na Godoja, potem na neke stare tekste, iz prvi roman iz 18. stoletja, skratka na neko literarno tradicijo, ki jo presprašujeta, preoblikujeta na ravni bodisi torej parodije ali pa groteske, tudi čisto do absurda. Skratka, dramska umetnost, ki je bila živa tedaj
zelo mestnega značaja. Moramo vedeti, da v bistvu v istem hipu so seveda se dogajale tudi amatersko gledališče, ki se je posluževalo drugačnega humorja, tudi satire, ampak to je bilo pa, mislim, da res na drugem nivoju in da ta dva sta se zares zapisala v zgodovino, ali pa sta antologijska avtorja češko-slovaškega humorja in tudi predstavnika teh 60 let. Zakaj to izpostavljam? 60 leta, kot rečeno, so se potem zelo radikalno zaključila in nostalgija po teh letih je seveda v 90 letih jasno narasla. Ja, 60 leta. Naj začnem anekdotično, da ne bomo samo kritizirali Hruščova. Med dva dosežka Hruščovove vladavine sodita naprimer to, da je uredil potne liste za kmete v začetku 60-ih let, ki so bili prej še vedno vezani na prebivališče, niso mogli svobodno potovati po državi, in da je naredil vladen preskok v stanovanjski, kar se tiče stanovanjske problematike z gradnjo blokovskih naselij, ki so zdaj pospešeno odstranjena, zaradi tega, ker ti bloki niso bili najbolj prioritetni, so pa vseeno ponudili na tisoče stanovanj, prvih lastnih stanovanj sovjetskim prebivalkam in prebivalcem. In ta stanovanja so imela seveda svojo kuhinjo in dnevno sobo in so postala v bistvu zavetišča intime in pa humorja za prijatelje, sorodnike, na nek način, ki tega mogoče prej ni bilo tako zelo veliko, ker so ljudje živeli naprimer v skupnih stanovanjih, v komunalnih stanovanjih, kjer se je recimo eno sobo delila 3 ali 4 ali 5-članska družina. Tako da prostori za humor, prostori za skupno druženje in skupni smeh, se mi zdi, da so se začeli pospešeno razraščati po Sovjetski zvezi ravno v 60-ih letih, na en način na eni ravni ravno zaradi teh kapacitet, na drugi ravni zaradi pojava fenomenov kot recimo bardsko pesništvo, verjetno so nekateri izmed vas slišali za Vysockega, prepoznavnega sovjetskega barda, ki je tudi po mojem eden od ikoničnih simbolov sovjetskega humorja tam od 60-ih vsaj do 80-ih let. Pojavile so se tudi institucije, ki naj bi propagirale ta veseli humor, tisti sicer bolj prorežimski in mogoče tisti bližje tradiciji socialističnega realizma, recimo oddaja KVN, Klub veselih in iznajdljivih, oddaja, ki je sicer bila vzpostavljena po navdihu iz Češko-Slovaške, ker je prva tovrstna, ker je nek sovjetski aparaček gledal to na Češko-Slovaškem. Tako da država se je začela naenkrat nekako bolj na glas iz več različnih zornih kotov smejati. 60 leta so tudi seveda zelo pomembna z vidika razvoja literarnih kontrakultur, underground literature. Tukaj se pojavljajo še danes ikonična dela v znanstveno-fantastični tradiciji, recimo, ki je služila kot zelo pomembno orodje politične satire. Omenjam lahko za začetek samo brata Arkadija in Borisa Strugatski, ki jo mogoče poznate preko filmov od Tarkovskega. Nekaj te satire se preko znanstvene fantastike prikrada tudi včasih v otroško literaturo. Tako da, ja, to je nekaj teh potez, ki bi jih rada navrgla bolj nasplošno. Kar se tiče filmov in filmografije 60 let, pa velja omeniti, da smo tukaj že pri koncu, leta 64 smo pri koncu Odjuge in smo v obdobju vseeno zategovanja teh vajeti, posebej na področju filma. Tudi Klimov je imel s tem mladinskim filmom o poletnem kampiranju določene težave, ker je bilo v filmu preprosto za cenzorje preveč referenc na stvari kot koruza in so to razumeli kot politično kritiko. Hruščov je bil glede tega veliko bolj relaxed in tako da je film na koncu išel.
Skratka, gre za neko ambivalentno obdobje, vseeno pa gre za, mislim, so 60. tisto obdobje, ko se pojavijo kasneje tudi pač danes ikonične sovjetske komedije, recimo Ujetnica na Kavkazu, Kavkazska plenica, pač film, ki je ideologija Leonida Gajdaja, ki je eden od očetov sovjetske filmske komedije, Danilja začne takrat ustvarjati. Tako da je navdiha pravzaprav zelo, zelo veliko. Ja, čas se nam počasi že izteka, tako da bi rekla, da vam zastavim še eno zadnje vprašanje, pa mogoče en medklic, če koga zanima oddaja KVN, ta še kar zaseda programe prvega programa Ruske nacionalne televizije. Ampak ja, za zaključek mogoče, a bi rekli, da je smeh tudi prispeval k zrušitvi železne zavese, pa na kakšen način? Jaz sem tukaj zdržana in zadržana, ker mislim, da je to železno zaveso na nek način tudi pomagal, mislim, je prispeval tudi k njenemu vzdrževanju na nek način. Vsekakor pa je smeh tudi nekaj, kar presega zavese in meje in se tukaj lahko vrnemo k poanti o poroznosti. In smeh je lahko zelo pomembno orodje, ne zgolj posmehovanje in zasmehovanje drugih, ampak tudi pač povezovanje z drugimi in medkulturnega dialoga. No. O tem priča tudi to, da recimo sovjetske filmske komedije, če tudi mogoče niso tako dobro znane kot kakšni drugi vidiki sovjetske filmske produkcije, pa vendarle praviloma naletijo na zelo pozitiven odziv, ne glede na to, morajo ljudje spremljati podnapise ali pač lahko sledijo praviloma ruščini, ki je govorjena. Ja, jaz bom tukaj tudi dopolnila. Vprašanje me je kar nekako presenetilo in ne moram odgovoriti, da bi prikazani primeri z Češko-Slovaške, ki je ta prelom pa doživela izrazito, bi rekla, resno. Tudi pričevanja današnja po 30 letih govorijo o tem, da je šlo za res. Torej ta žametna oziroma nežna revolucija leta 1989 se je odvila od spodaj študentskega umetniškega kroga in zajela, kot veste, kot generalno stavko. In skratka, tukaj je šlo za nek preobrat, ki je pa seveda v luči oziroma v geopolitičnem kontekstu celotne Evrope. Zdi se mi pa zanimivo z tega vidika vprašanje preloma oziroma nekega družbenega preobrata iz prejšnjega v novi sistem. Tukaj pa imamo res eno množico likov posmeha in tukaj bi bil recimo lik učitelja ali pa lik intelektualca, pisatelja, no to je pa mislim, da je tako leglo za humorno opazovanje, kako si preoblačimo plašče in v tem je tudi, mislim, da kar nekaj filmskega materijala na voljo in očitno tudi zelo aktualno, tudi za druge čase. Ok, Natalija Špele, najlepša hvala za tale pogovor. Vam pa polagam na srce, da obiščete našo knjigarnico. Vmes lahko poskrbite še za obisk stranišča. Čez 10 minut smo pa nazaj s pionirčki na morskem oddihu. Tako da hvala in se vidimo.